Meni se zdi, da bo gospod Andrej tak zabaven, skromen, ugleden gospod. Kako pa ste danes? Malo imam treme. Jaz sem tudi malo imam treme. Kaj je bila inspiracija za knjigo? Sem si zamislil, da bi zbral na kup nekaj zgodb otrok, ki sem jih poznal, njihovih najtežjih preizkušenj mogoče in jih zapletel v neko čisto novo zgodbo. Kako bi pokazali brez besed, kako ste veseli, ko dobite nagrade? Ste se tudi vi v mladosti srečali s kakšnimi takimi težavami, kot se jih srečajo glavni junaki v knjigi? Ločitvijo staršev, vrstniškim nasiljem, boleznijo, ljubeznijo. Takih izkušenj mogoče že več niti ni, ne. Jaz sem se poskusil v njih uživeti, ne, kako bi jaz v njihovih letih reagiral, kako bi jaz razmišljal. Komu ste pa najbolj podobni? Juliji, Tomažu ali Jaku? Mislim, da Tomažu. Sanjač. Kakšnega počutja ste, ko dobite eno slabo kritiko? V knjigi tudi je ful slenga mladih. Kje ste se ga naučili? Od sina? Ja, on je bil moj glavni učitelj. Jaz ga sicer ne znam najbolj, jaz začnem pisati nekako v tistem slengu, kot ga jaz govorim, potem pa slišim kritike, da danes se ne govori več tako. Ko sem brala, sem videla tudi, da so kakšne besede, ki jih ne uporabljamo glih več in pa sem gruntala, kaj pa zdaj že to pomeni. Sem pa prišla... Še vprašati, kaj. Moji, da bi jih postavila pred knjigo, po moje, da je ne preberejo. Kaj pa vaš sin? Tudi on rad bere? Dokler ni dobil svojega prvega pametnega telefona, je zelo rad bral. Zdaj pa pač bere, kar mora. Domače branja. Ja, pa kadar mu rečemo, da bo dobil kaj za nagrado, če čez poletje prebere vsaj 2 knjigi. To bi pri meni, moram staršem reči za idejo, da... Ker pa bi jaz kar veliko nagrad pobrala, ja. Rada berem zaradi tega, ker ta svet mi ni glih nekaj najbolj zanimiv. V knjigah je vse drugače, vse čarobno in je pobeg v mali svet. Me veseli, da so tudi še taki mladi.